Sorina radijska klepetalnica. Na stežaj. Radio Sora poslušate in zdajle je čas, da na stežaj odpremo vrata v ustvarjalni svet naše tokratne gostje, igralke Darje Reichman, ki nas s svojimi vlogami razvaja v Prešernovem gledališču Kranj že kar nekaj let. Tudi v pretekli gledališki sezoni je med gledalci in gledališkimi kritiki ter poznavalci pustila močan pečat, saj si je za svoje delo prislužila že 2. julijo. To bo v roke dobila konec tedna, več o gledališču, ki jo navdušuje že iz gimnazijskih let, predstavah in vlogah, ki so jo zaznamovale, pa seveda tudi ostalih gledaliških zgodbah iz zakulisja in tistih, ki ji dajejo življenjski elan, pa nam bo povedala v nadaljevanju. Darja, dober dan, dobrodošli v naši družbi, kako ste? Dober dan, hvala za povabilo, vedno je lepo priti k vam, tako da v redu sem. No, to je lepo slišati in mi smo vašega obiska vedno veseli. Tokrat še prav posebej se nas je prejšnji teden razveselila novica, da ste ponovno prejemnica gledališke nagrade Julija, domače gledališke nagrade, ki jo poklanjajo gledalci in pa seveda tudi strokovna komisija. Zato za začetek najprej čestitke, kako veseli ste bili tele informacije? Najlepša hvala za čestitke. Ja, moram reči, da me je vzradostila, zaradi tega, ker vedno je lepo dobiti nagrado in mnogokrat bi si želel, misliš, da je nekaj tako narejeno, da bi si jo zaslužil, pa enostavno ne prideš zraven. Ne bom rekla ravno, da si spregledan, ampak ti niso zvezde naklonjene. Pri nagradah je vedno tako, malo ti morajo biti zvezde naklonjene. In vam zvezde niso naklonjene le pri nagradah, ampak tudi pri vaši življenjski odločitvi. Gledališče je vaša ljubezen, igra je vaša strast, lahko rečeva že od malih nog. Če se ne motim, ste v gledališče zaplesali kar z zlatimi čeveljci, a to drži? Zlati čeveljčki so bili v bistvu, ja, kar se tiče Prešernovega gledališča, res na nek način moja iniciacija, ker to je bila predstava. Jaz sem bila takrat sicer sem že igrala 5 let, še malo več v Slovenskem ljudskem gledališču v Celju in potem sem dobila povabilo praktično sredi sezone od Matjaža Zupančiča, če bi igrala v predstavi, ki jo je režiral Dominika Smoleta, Zlati čeveljčki. To je bilo neko tako zelo lepo povabilo. Tu ne gre za otroško predstavo, da ne bi mislili, to je veliko ljudi mislili glede na naslov, ampak to je predstava klasika Dominika Smoleta, kar zahtevna predstava in meni je bilo tako ljubo, ker sem to predstavo malo pred tem gledala še kot gimnazijka v Drami ljubljanski, kjer je to vlogo igrala Milena Zupančič, ki sem jo jaz dobila, gre za vlogo administratorke. In ja, to je bil lep vstop v to gledališče, takrat sem bila sicer še kot gost, potem so me pa kmalu povabili, da se jim pridružim kot redna članica. 2-krat so vas zlati čeveljci popeljali v gledališki svet, drugič v Prešernovo gledališče, prvič pa, kot ste že sami omenili, v gimnazijskih letih, ko ste na podstrešju pravzaprav ustvarjali gledališče, tudi z nam dobro poznanima Uršulo Cetinski pa Jašo Jamnikom. To drži? Tako je, to drži. Tu bi omenila še našega mentorja, zdaj že upokojenega igralca Mestnega gledališča ljubljanskega, Marka Simčiča, ki je bil takrat naš mentor in on me je v bistvu popeljal v to skrivnost gledališča. Mogoče še malo prej Eugen Car, ki je bil mentor 1 leto prej, ko sem šla na audicijo in sem zvedela sicer, da me je sprejel v to ekipo, ki naj bi delala na Poljanski gimnaziji, smo pač to delali, ampak ne vem, takrat se potem nisem odzvala, tokrat pa sem se in res je, ja, takrat smo se kar našli skupaj, ja. Jaša Jamnik, Uršula Cetinski, pa mogoče bi se še kdo našel, ki smo delali te Grenke sadeže pravice Milana Jesiha. To so bili ti gledališki začetki, ki so prinesli, lahko rečeva, kar vašo življenjsko ljubezen. Kaj vam igra, kaj vam gledališče kot taka pomenita? Moram reči, da predtem
preden sem se usmerila v ta krožek, jaz sem bila takrat že v 4. letniku gimnazije, nisem nikoli razmišljala, da bi jaz bila igralka. Sem sicer obiskovala pač abonmaje, zelo veliko nas je hodilo, zdaj je vsi povsod, ne samo recimo v Kranju, tudi v Ljubljani in to, dosti manj mladih obiskuje. Takrat je bilo to normalno, da če si hodil na poljansko gimnazijo, si pač imel abonma. Seveda, to je bilo krasno, hoditi gledati te predstave, vse to, ampak ko sem pa sama nekako to začutila, tako bom rekla, mene je v bistvu v gledališče popeljala ljubezen do literature, ljubezen do poezije in, kar se sliši klišejsko, deklamiranje, nastopi na proslavah. Takrat so bile šolske proslave že v osnovni šoli, to so bile vedno 8. marec, 29. november, 1. november, 1. maj, vedno so bile šolske proslave in nekako so najbrž takrat že učiteljice, ne vem, spoznale, kdo je tisti, ki nekako rad nastopa in jaz sem bila vedno med tistimi, ki so me zbrali, da recitiram. In mislim, da je to bila neka zadeva, ki je potem tudi na gimnaziji se nadaljevala, ker smo tudi imeli neke, še pred tem, ko smo imeli dramski krožek, smo imeli tudi neke, kjer smo dijaki sami ustvarjali nek recital ob neki priliki in tako. In to mislim, da je bila čisto ta nezavedna iniciacija. Potem pa, seveda, ko sem pa enkrat začela pač v tem dramskem krožku igrati, so se začele pa porajati tudi nekak misli, kaj pa če bi šla na akademijo, ne? Če bi šla delati sprejemne izpite, za katere se je takrat vedelo, da so strašno težki, da zelo malo kandidatov sprejmejo, kar velja še danes. In tako sem se odločila, ja, da grem na sprejemne izpite, sem se vpisala na AGRFT, ampak sem se tudi premislila. Ne vem, kaj mi je bilo, nekako se mi je zdel, mogoče pa rajš ne, ne boš sprejeta, ne vem, ono tretje. In sem vzela prijavo ven in sem se potem še zadnji hip upisala na slovenščino in nemščino, torej slavistiko in nemcistiko, kjer mi je bilo zelo lepo. Ampak ljubezen do gledališča je pa zmagala, ne? Ljubezen do gledališča je zmagala in potem sem si vseeno rekla, grem delati in sem šla potem takoj naslednje leto, sem se spet prijavila. Očitno sem se takrat počutila bolj zrela, bolj pripravljena, pač eno leto v mladosti, ko si star 19-20, veliko pomeni, ne? In tudi mogoče premisliš, veš, kaj je tisto, ne? Jaz sem se sicer na nemščini, slovenščini zelo lepo počutila, tudi naredila praktično vse izpite, razen Brede Pogorelec, ki je bila strah in trepet, ampak sem šla mogoče tudi bolj suvereno delati te sprejemne izpite. In takrat prepričali z Rožo Ovijalko. Ja, to je že tako daleč nazaj, da mislim, da mi je profesor Mile Korun, ki ga takrat še nisem poznala, samo tako po imenu, rekel kot neka improvizacija, zdaj bodi pa Roža Ovijalka. In takrat instinktivno nekaj narediš. Danes, če bi mi nekdo rekel, si ne vem, kaj bi delala kot Roža Ovijalka. Ampak takrat pa ste bili prepričljivi, tako kot Roža Ovijalka, kot seveda tudi potem pri ostalih preizkusih in absolutno suvereni, ne? Ko ste, če sem prav prebrala, enemu od članov komisije rekli, če ne bom sprejeta, mi ne bo hudega, ker že študiram slovenistiko in germanistiko. To je res, to me je pa vprašal Jože Faganel, moj, prekrasen profesor. Mene sicer potem ni imel slovenščine na akademiji, ampak je bil pa kar v nekaj predstavah naš lektor, na zadnje v 3 ženskah, Vinka Mederndorferja v Prešernovem gledališču. In on mi je rekel, ko sem ven odhajala, takrat smo imeli sprejemne v MGL, v veliki dvorani, to je bilo edinkrat, drugače je bilo vedno v tisti mali, v stari akademiji, še zdaj vse drugače, ko imajo novo. In sem tako, ko je rekel, kaj pa boste, če ne boste sprejeti, in sem rekla, ni problema, jaz že študiram. In potem ste študirali. Številne vloge, ki so zaznamovale vaš ustvarjalni opus, več o njih pa v nadaljevanju. Ko si mlad, se ti zdi, da v sveti na dlani leži in brezskrbno verjameš ljudi, ki so ob tebi. Pride čas, ko spoznaš, da v resnici jih sploh ne poznaš, ko jim gledaš iskreno v oči, veš manj.
ne verjame. Sorina radijska klepetalnica Na stežaj. Z Darjo Reichman, igralko Prešernovega gledališča Kranj, klepetamo danes v oddaji Na stežaj. Zdaj izvedeli smo, kako ste začeli, potem pa, ko ste uspešno zaključili akademijo, pa vas je pot kot štipendistko peljala v Celje. In tam ste začeli svojo profesionalno pot z eno tako zelo zanimivo vlogo. Se še spomnite Beti? Beti, ja. Beti se spomnim, to je bilo pa res čisto prva moja profesionalna gledališka vloga, zelo drobna, mečkana vloga v operi za 3 groše Vinka Möderndorferja. V bistvu sem igrala prostitutko, mlado prostitutko in zdaj, ko ste rekli, če se jo spomnim, ja, spomnim se jo predvsem zato, ker pred nedavnim mi je prišla v roke knjiga Vinka Möderndorferja, ta monografija, ki je zdaj izšla, jaz jo še nimam, rekel je, da jo ima shranjeno zame, da mi jo bo podaril, ampak ko sem jo malo listala ob priliki v Prešernovem gledališču, ko je bila predstavitev tega in razstava fotografij njegovih del, sem videla v tej knjigi, da je iz te predstave opera za 3 groše ogromno fotografij in prav tudi teh, kjer sem jaz kot ta Beti med temi prostitutkami, ker me smo začele predstavo in potem še med odmorom tudi bile v foajeju in pele. Jaz, ki ne znam pet, sem prvo vlogo dobila, tako da sem pela. Tako, da ste bili že takoj pripravljeni na vse, kar vas čaka v nadaljevanju. Nekaj let ste bili potem v Celju, dokler vas leta 95 ni pot pripeljala med Gorence. Kako se kot Ljubljančanka počutite na gorenskem luftu? Jaz se zelo dobro počutim. Tega povabila sem bila neskončno vesela, ker tudi v Celju, ne bom rekla, mi je bilo zelo lepo, tudi tam sem štartala z ogromno težkimi vlogami, imela sem za sabo cel ansambl, recimo pri Kot me ti hočeš, Pirandelu, že kot zelo mlada, ne, takrat sem bila stara, ne vem, mislim, da 28 let. Ko si na odru in imaš cel ansambl za sabo, ti si pa tist, ki je lokomotiva, tako rekoč. Ampak povabilo v Kranj, vse ni bilo, da ne bi premišljala, ampak potem, ko sem dala na tehtnico, sem rekla, to gledališče je majhno, res je, da je majhno, ampak imam pred sabo še ves potencial. Treba je pa tudi priznati, da mi je tudi logistično to šlo na roke. Zaradi tega, ker v Celju, sploh takrat, če ni bilo avtoceste in to, si le moral pač nekako ostajati tam, predvsem popoldneve in vse to. In dokler si mlad, to gre. Jaz pa, glede na to, da sem si ustvarila bivanje v Ljubljani, Gorenjska, je pa tako nekako blizu, nekako se mi zdi, da je povezano vse skupaj, no, tako da vesela sem bila tega vabila in še zdaj sem vesela, da sem članica Prešernovega gledališča Kranj, vedno to z velikim ponosom povem. In tudi prepoznaven igralski obraz. Zdaj, igralski poklic je zelo specifičen, ne? Na prvi pogled je vse skupaj videti zelo enostavno, po drugi strani ne, pa terja ogromno nekega znanja, ne nazadnje tudi fizične pripravljenosti. Sami imate zelo dobro primerjavo s športom, ne? Je res igralski poklic tako kot, ne vem, delo vrhunskega športnika? Na nek način ja, zaradi tega, ker ti moraš biti stalno v formi. Saj najbrž je to tudi, ne vem, če si pilot, absolutno, oni morajo skozi obnavljati tiste licence. Če si zdravnik, kirurg, najbrž katerikoli poklic, tudi konec koncev, vi kot novinarka, mislim, zahteva neko neprestano delo, neprestano vežbo, tudi rutino in to. Ja, ampak jaz zelo rada primerjam, ker imam zelo rada prav smučanje. Recimo smučanje, alpsko smučanje, to je meni nek tak, ne vem, šport, ki ga že od nekdaj obožujem. Tudi rada sem smučala, zdaj že 2 sezoni nisem, upam, da bom letos, kaj. Ja, zaradi tega, ker ti moraš, ko si na odru, sploh če imaš zahtevno vlogo, govorimo o nekih monologih, o nečem, kjer moraš to speljati, ti moraš znati tudi napake delati, ampak ne smeš ven pasti. Ne smeš ven pasti iz
proge, a ne, zaradi tega in vedeti moraš, kje je ovira, kje moraš pospešiti, kje moraš zmanjšati, kje se moraš rahlo prilagoditi in vse to, no, zaradi tega govorim o tem, seveda pa tudi, kar se tiče kondicije, mislim, igralci moramo biti neprestano v kondiciji, ne gre brez tega in to psihofizični kondiciji, torej fizična kondicija je pomembna in prav tako psihična. Tako in prožen pa odprti možgani, ne, da skladiščite vsa ta besedila. Absolutno, in zdaj bom rekla takole, zdaj, ko res nisem več najmlajša, ne, ko se počasi že približujem k temu, da se bom morala pač tudi posloviti nekoč, ampak moram reči, trenutno mi še zelo služi spomin, ampak zato je treba tudi garati. To ne pomeni, da ko so počitnice, recimo 28. juni, ko smo imeli zadnjo vajo, da dam možgane na pašo. Ja, saj si rečem, zdajle ne bom nič razmišljala potem, po enem tednu pa rečem, zdaj pa že čas, jaz moram vsaj v mislih, če ne tako na glas, iti boj na požiralniku skozi glavo in še seveda kakšno drugo predstavo, odvisno zdaj od predstav in tako. Plus to, da moraš neprestano pač migati fizično, pa tudi ne vem, super je tudi se v kakšne nove svetove spuščati, prebrati kakšno knjigo, ne vem, vse to, gledati filme. Zdaj, osnovnošolci, pa kmalu tudi študenti, ne, vam bodo hvaležni, če imate kakšen dober trik, kako si zapomniti čim več besedila? Tega pa nimam kakšen bi bil ta trik. Mislim, da to si pa čisto vsak sam prilagodi. Jaz moram reči, jaz v šoli, jaz nisem bila tip piflarke, jaz nisem se znala piflat, ker sem ravno zdaj prebrala misel od ene mlade moje ljube kolegice, ki je enkrat igrala z nami, Gaja Filač, recimo, da je ona bila piflarka, ne, in da ji to tudi zdaj pomaga pri igralskem poklicu. Jaz nisem bila, jaz se nisem znala piflat. Jaz sem vedno se morala učiti, da sem razumela z nekimi asociacijami. Zdaj seveda vidim, da je kdaj treba kakšen del teksta enostavno imeti tako, da leti iz tebe, tako kot zdaj leti to, kar zdaj pripovedujem. Ampak jaz to nisem napiflana, jaz nekako si dam v cel svoj ustroj telesa in glave. In to potem zdrži in prepriča tako gledalce kot strokovno komisijo. Zdaj v vseh teh letih, ne, ste nanizali ogromno vlog. Je kakšna taka, ki vam je še posebej ostala zapisana v srcu, v spominu, kakšna taka, ki vam je posebej ljuba, kakšna taka, ki vam je požrla ogromno živcev? Joj, to je tako lepo in hkrati težko vprašanje, ker dejansko, ko sem zadnjič malo štela vloge, mislim, da jih imam že kar krepko čez 100. Čeprav tam v teh napovedih, kjer sem na vseh teh spletnih straneh piše nekaj čez 50, teh vlog se je res nabralo ogromno. In tako bom rekla, nek tak klišejski odgovor bi bil vedno zadnja vloga, ne? Torej, zadnja premiera moja je bila Boj na požiralniku. Ampak ne, veliko je vlog. Sigurno bi tukaj izpostavila Neznanka v Kot me ti hočeš v SLG Celju, režija Janez Pipan, ker to je bila res kapitalna vloga. Pirandello. To je bila za tako mlado igralko, mislim, neverjetno velik izziv, ki mi je takrat tudi prinesel določeno prepoznavnost. Še zdaj veliko ljudi srečam, ki so malo mlajši od mene, ki so jih peljali kot šolarje na to predstavo, ne, in so se me spomnili. Potem striček Vanja, Mile Korun, to je bilo že Prešernovo gledališče, vloga Sonje. Ta vloga je sigurno zaradi vsega, kar se je zgodilo v tej predstavi, zaradi vseh igralcev, ki smo se takrat našli skupaj, od Bernarde Oman, moje blazno dobre zdaj prijateljice, ki so ostale res povezane, do Ivanke Mežan, ki stanuje čez cesto pri meni v temu domu, do Jerneja Šugmana, ki ga nažalost ni več med nami in ki je bilo tako nepopisno lepo igrati z njim, tega Astrova, v katerega je bila ta Sonja tako nesrečno zaljubljena, do Borisa Ostana, s katerim sva tudi spletla neko vez. Vse to lepo je bilo, no. Pa recimo tudi bom rekla, če sva že pri nagradi začeli, zato sem bila jaz nagrajena, ne, na Borčnikovem srečanju. Ja, zanimive so igralske zgodbe in igralske poti. Midve se bova zdajle na tele poti malce ustavili, privoščili kratek glasbeni predah, v nadaljevanju pa rekli še kakšno o vlogah, predstavah in tudi novi gledališki sezoni. Sorina radijska klepetalnica na stežaj.
zažmiri, zaželi cijeli svijet. Uhvati ritam. Sanjaš o lijepim stvarima, zar ne znaš da su one u nama? Igraj svoju igru, opusti se, uhvati ritam. Nitko nam ništa ne može, uhvati ritam. Prije ili kasnije, bit će svima jasnije. Slušaj ljubav kako dolazi, ljubav će nas jednog dana voditi. Iz daljine ponekad se čuje glas, strpi se još malo, doće red na nas. I ja, sunčan dan, eto razloga za smijeh. Misli svojom glavom ponekad nije grijeh. Kad bi mene pitali, svi bi samo plesali. Igraj svoju igru, ma boli te, uhvati ritam. Nitko nam ništa ne može, uhvati ritam. Prije ili kasnije, bit će svima jasnije. Slušaj ljubav kako dolazi, ljubav će nas jednog dana voditi. Iz daljine ponekad se čuje glas, strpi se još malo, doće red na nas. Slušaj ljubav kako dolazi, ljubav će nas jednog dana voditi. Iz daljine ponekad se čuje glas, strpi se još malo, doće red na Na stežaj Radijska klepetalnica. na Radiu Sora. Z Darjo Reichman klepetamo danes. Kar nekaj zanimivih zgodb iz gledališkega zakulisja smo že slišali in izvedeli. No, zdajle pa se morda dotakniva še tistih vlog, ki imajo, verjamem, da tudi pri vas posebno mesto. Vloge za otroke, za otroške predstave. Kdo je zahtevnejša publika? Odrasli ali otroci? Otroci so sigurno zelo zahtevna publika, nažalost pa zdaj nimam toliko velikih izkušenj, oziroma na srečo imam še vedno 2 otroški predstavi, ki so naša stalnica, Muca Copaterica in Kdo je napravil Vitko Srajčico. Predtem sem jih tudi igrala nekaj, ne pa tako zelo veliko. Jaz mislim, da je otroško predstavo dobro zelo težko narediti. Je pa neizmerno veselje igrati pred otroki. Mene to tako se mi zdi pomladi za 30 let. Čeprav mi je že težko, pa se tam pod mizo moramo plazati, pa vstati, pa ko so jutranje predstave, pa se ti zvrti, zdaj pri teh letih seveda ne, ko ti ta pritisk pade ali naraste, se ne vem, kaj je to. Ampak na koncu je to neko neizmerno bogatstvo. Tako kot je bogatstvo vsak aplavz pri predstavah, ki jih odigrate. Zdaj morda besedico ali 2 več o nagradah, kar lepo število se jih je nabralo pri vas doma, tudi tistih najprestižnejših. Imate doma sploh v stanovanju, v hiši še dovolj prostora za vse, ki ste jih osvojili
zadovoljili s svojim delom? No, se jih ni spet tako zelo veliko. Imam tam nek kotiček, nimam izobešen, tukaj sem precej tako. Vem, da tam so, ampak ne. Posebne pozornosti pa jim ne posvečate? Niti ne, da bi zdaj se zaradi tega, ker z nagrado je tako vesel si, ko jo dobiš, res si vesel, sploh kadar veš, vse ti sam veš, mislim, a si jo zaslužiš. Ne, zaslužiš si jo vsak. In si jo zelo vesel in ti je vzpodbuda, hkrati, tako kot sem že rekla, seveda odgovornost, ne? Tudi za naprej, recimo, ali pa za nazaj. Jaz moram zdaj v tej sezoni, glede na to, da je bila to zadnja premiera Boj na požiralniku, bomo imeli še veliko teh ponovitev in to je neizmeren napor, ker ene predstave so težje od drugih, to je treba priznati. Če smo zdaj že pri zahtevnih vlogah, za eno takšnih ste leta 2017 prejeli tudi 1. julijo, ki je bila podeljena v Prešernovem gledališču Kranj. Rejnica Klara je zaznamovala predstavo Helvarjeva noč. Kako se spominjate svoje 1. julije, ne? Pravijo, da prvega ne pozabiš nikoli. Ja, rejnica Karla, to je bil tudi en neskončno lep študij. Alen Jelen je režiral, igrala sva pa Blaž Setnikar in jaz in on je bil v bistvu moj tak zaostali fant. Ni bil moj sin, ampak mi je kot sin bil. Ta vloga je bila zahtevna, zaradi tega, ker je bila tudi fizično precej naporna, ker me v bistvu ta fant, ki je umsko zaostal, kar maltretira. Je pa predstava pač umeščena na začetek porajanja nacizma. Gre za eno noč, zaradi tega se reče Helvarjeva noč, ko je bila ta kristalna noč, ko so naredili neko čistko, no, ko se je ta vzpon nacizma začel porajati. Težka predstava, zelo lepo jo je publika sprejela, igrali smo jo v Škrlovcu, ki je vedno krasen prostor. Edino, kar mi je hudo pri tej predstavi, mi je to, da se v bistvu ni igrala tako veliko, kot bi se lahko. Morda je tukaj v prednosti slovenska klasika, ne? Ena izmed njih, Županova Micka, je doživela 300 ponovitev, zdaj pa ste na oder kot zadnjo premiero postavili še eno klasiko, Boj na požiralniku, spet predstavo, ki nam pravzaprav še kako nastavlja ogledalo. Županova Micka je zgodba zase, to je neverjetno srečen moment, mislim, da Prešernovega gledališča Kranj, Vita Tauferja, vsega tega, ker je res ta predstava živi. Čeprav je, niti ne bom rekla, da je zastarela, ker je tako krasno narejena, umeščena v ta prostor, da jo enostavno igramo in mislim, da jo imamo tudi v naslednji sezoni. Sem videla tudi že nekaj tudi gostovanj, poleg pač to za šole in to. Tudi če jo daš za izven, tudi za odraslo publiko, ljudje jo vedno radi gledajo, ker Županovo Micko pač ljudje radi gledajo. To je naša tradicija na nek način. Moram reči, da letos jo imajo na repertoarju Slovensko stalno gledališče Trst v režiji Vita Tauferja in me prav zanima, kaj bo naredil, ker bo delal novo Županovo Micko, ampak glede na to, da odkar smo mi naredili našo, so bili že vsaj 3 ali 4 narejeno v Sloveniji po različnih gledališčih in nobena ni preživela toliko kot naša. Ampak to je komedija. Boj na požiralniku, to je pa nekaj čisto drugega, to je pa klasika, ki jo ljudje, vsak je to slišal. Vsi smo se v šoli učili, ampak mogoče nam ni več tako zelo prezentno. In ko smo zdaj to pač imeli premiero in ko smo začeli igrati te ponovitve in to, in ko so prihajali odzivi publike, sem velikrat slišala, Prežihov Voranc, jaz bom šel kar ali pa bom šla kar v knjižnico, pa bom še enkrat to ali prebrala to, pa še druge njegove stvari, ker to je tako neskončno lep jezik. Res, to je tako klen slovenski jezik in z neko tako zgodbo, ki te pretrese. Tudi nas, ki smo to delali, ko smo se s tem srečali, to te enostavno pretrese. In ravno včeraj sem zasledila na Facebooku in nekdo delil, pa se zdaj ne spomnim. In je bil očitno nek prispevek, ko sta 2 mlada, fant pa punca, ki sta iz nekih kar težkih razmer izhajata in zdaj tudi one 2 otroke, ki hodijo na te počitnice za socialno ogrožene, Zveza prijateljev mladine to organizira. In sem ob tem, ko sem brala, kakšne sta imela one 2 letos izkušnje, pač te 2 mlada človeka s temi otroci, v kakšnih razmerah živijo nekateri, me je presunilo. In sem se v bistvu potem spomnila na Boj na požiralniku, a ne? Se ni zdaj, da to enačiš, ampak to, o čemer smo že toliko govorili, da recimo je tam neka punčka, ki je zbirala, ne vem, cel čas te kolonije marmelade, je mala pa kruh, pa to.
In potem rekla, da nima doma sestrca pa mama, da velikrat stradata. In sem rekla, kako je v bistvu to še danes aktualen boj na požiralniku, pa toliko let od nastanka Ane. Le na malo drugačen način bi lahko rekli, kakšen izziv pa je bilo oblikovanje vloge v tokratni predstavi? Ne, vi ste okvir zgodbe, ki gledalca popelje pravzaprav v predstavo in jo tudi zaokroži. Bil je zelo, zelo velik izziv, zelo težko. To je bilo zelo težko delati zaradi tega, ker to gre za ta Lorencijev znameniti pripovedni teater, ne? In se postaviti v vlogo pripovedovalca, ampak hkrati ne biti odmaknjen od tega, ne pa spet podajati to preveč čustveno. To je bil v bistvu ta največji izziv, kje najti to mejo, da ti to gledalcu naslikaš, pripelješ do njega s to besedo, ker v bistvu imaš na voljo samo besedo in neko mimiko, ampak da v pravi meri podaš in čustva in ta jezik Prežihovega Voranca in seveda potem tudi to, kar je fizičnega, ne, ker gre za zanimiv preplet, potem tudi nekega fizičnega plesa, ki ponazarja v bistvu to neskončno delo, matrarijo, napor, ki ga ni in ni konec, ne. Ni konec te muke, ki kljub določenim radostim, ki se zgodijo, ampak kakorkoli traja in traja, tako kot te vremenski pregovori, ki jih imam tudi v tej predstavi, ki so vreme, nikoli ne veš, kaj te čaka. Ne? No, tudi vi niste vedeli, da vas za to vlogo čaka nagrada Julija, nagrada, ki jo pravzaprav poklanjajo domači gledalci, tudi kritika prispeva svoj del in vi ste oboje prepričali že drugič zapored. Je bila ta nagrada po premieri kaj pričakovana ali je bila čisto presenečenje na koncu? Moram reči, da je bila kar presenečenje, no, nepričakovana, zaradi tega, ker nekako, sploh glede na to, da sem že dobila Julijo, enkrat nekako nisem imela v mislih, da bom pač jaz tak, ki me bojo počastili s tem in ko sem pač zvedela, sem bila zelo vesela, no. Je zdaj kaj treme pred 14. septembrom, ko jo boste tudi uradno drugič dobili v roke? Trenutno še ne, pa tudi ne bo nekega časa za to tremo, ker imam v bistvu na ta isti dan tudi sama premiero. Prihaja nova premiera kot Vsta svobodna dekleta, tako da dela ne bo zmanjkalo v tem tednu, ne? Ja, ne bo zmanjkalo dela in enostavno ne vem, malo premišljujem pač, kako je se dobro, dobiš to nagrado in bo pa trema mogoče že zaprej za to predstavo, no, ampak tudi mislim, da ne prevelika. Več o njej bomo rekli po glasbi, ko Darjo Reichmann pocukamo tudi za rokav o novi gledališki zgodbi, ki prihaja na oder. V livarni v vročini, kjer ti pamet odpove, proizvodnja je obstala sredi delovnega dne. Proizvodnja je obstala sredi delovnega dne. Vsak nam komandira, a na mitinga drži. Vsi so strašna kumšten, ja delama pa mi. Godrnjali so livarji, nekdo pa rekel je, obi konca šihta, obi v 7 se, kadar rečejo livari, obi v 7 se, prihitev je šef iz mene. Ja, fantje, kva je to? Zakva ste se usedeli? A vam je slabo? Kurjač je vzel kladivo, da nošti slab zdaj ratov, sjotkev kot pa tih bat, da te nam vašlato. Kadar rečejo livari, ubil 7 se, prihitev je delovodja, a tudi on je obsedel. In direktor v beli srajci je na premogoče pil. Tako livarji priredili so za poslovodni organ v vročini svojih plavžev informativni dan je. Kadar rečejo livari,
sedma se in so zvišali jim plače, vse se srečno je išlo, zgodba ni šla v tisk in škandala ni bilo. A še danes vsi v fabriki, ob čik pauzah se zgrozi, kadar rečejo livarji. Ubi, sedma se. Privoščite si Radio Sora. Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Še nekaj minut tegale ponedeljkovega jutra nam je ostalo. V družbi Darje Reichmann jih bomo preživeli in še malce pokukali o njen ustvarjalni svet ter zakulisje Prešernovega gledališča Kranj. Zdaj nova sezona se je pri vas že začela in pred vrati je prva premiera. To soboto boste na oder postavili predstavo z zanimivim naslovom Kot vsa svobodna dekleta. Modern tekst, nov izziv? Ja, to je tekst Tanje Šljivar, bosansko-srbske avtorice, ki so jo igrala ogromno. Tekst je bil zelo zanimiv zaradi nastanka, kako je ona se lotila te drame in zaradi česa se je sploh lotila te drame. To je bila neka notica oziroma vest v časopisu, v medijih, da je odšlo 7 13-letnih deklet iz nekega kraja, ki je bolj Bogu za hrbtom, bi rekla. Oni rečejo po domače, če se lahko izrazim, ker imamo to tudi v tekstu, pripizdina, rečejo temu kraju, je odšlo na ekskurzijo, mislim, da v Sarajevo. No in vest je ta, da se je 7 teh 13-letnih deklet vrnilo nosečih. Zdaj pa, ko smo to raziskovali, noben čist dober ne ve, a je bilo to res ali ni bilo. Ampak kakorkoli, ona je napisala na to temo tekst, ki se pa seveda tiče tudi vsega drugega. Tako da ta predstava ni samo o tem, ampak je tudi o nekih feminističnih pogledih, recimo o neki svobodi mladih, predvsem seveda deklet, torej je bolj ženska predstava, o odnosu starejših do teh tako zvanih otrok. Ker težko je bilo to delati, zaradi tega, ker je tudi tekst napisan tako, da tu gre v resnici za 7 monologov punc, ki smo ime, kot seveda, ker smo vse ene že zelo stare, ene malo manj stare, ene pa sicer še mlade, ampak nobena nima pa 13 let, torej mi jim podajamo svoj stas in glas. Se pa ne trudimo zdaj, da bi me igrale, da smo zdaj ime te 13-letnice. Ne? Ker imate pa vseeno kakšno življenjsko izkušnjo več, ampak bo pa zagotovo zanimivo videti in izvedeti, kaj nam imajo tudi mlada dekleta povedati in kako lahko pravzaprav na en tak malo drugačen, drzen pogled ljudje odprtega duha pravzaprav razumemo svet, ne? Absolutno, ker tukaj gre tudi za, moram reči, mlado ekipo, ki to ustvarja. Mojca Madon je režiserka, potem ima še druge mlade sodelavce in je to res nek pogled mladih na sedanji svet in tudi jaz sama se bom pustila presenetiti, kako bo to publika sprejela, ampak delamo dobro, zelo veliko raziskujemo. V soboto pa pridemo pred občinstvo. Tako, najprej s premiero, nato s podelitvijo letošnje julije, potem pa z novimi gledališkimi zgodbami. Ne? V zakulisju se kar precej dogaja, tudi letos pripravljate abonma domačih predstav. Kako zanimiv bo? Torej, prva je naša premiera, naslednja kar kmalu, na začetku oktobra se mi zdi, pa je premiera Bihnerjevega Vojčka, ki se ga dela v koprodukciji s Slovenskim stalnim gledališčem v Trstu, kamor smo poslali našo moško ekipo, ker tukaj smo sama dekleta, a ne v tej predstavi, kot vsa svobodna dekleta. Potem pa Ivica Buljan dela nek sodoben švedski tekst Razodetje in potem se sezona nadaljuje oziroma sklene slovensko praizvedbo teksta Jureta Karasa, ki jo piše prav za naše gledališče. Tako, in potem bo čas za nov teden slovenske drame, pa še za kakšno
splošno zgodbo, ampak o teh več ob kakšni drugi priložnosti. Midva pa za konec lahko rečeva še besedico ali dve o tisti morda malce bolj osebni plati. Slišali smo že, radi smučate, smučanje je tisto, ki vam daje energijo, ko zanj najdete čas. Kaj pa je sicer tisto, kar vas napolni, kar vas razveseljuje? Potovanja, najdete čas zanje? Ja, potovanja neizkončno jih prav ljubim, ampak vsako leto se potrudim, da greva, prej smo šli družinsko, še s sinom, zdaj greva pač s partnerjem, možem. Letos sva bila v Grčiji na takem kratkem potovanju z agencijo, ampak je bilo zelo lepo na celinski Grčiji, Peloponez, in sem spet ugotovila, da na Peloponezu sploh še nisem bila in je tudi lepo iti kdaj nekam ne tako daleč. Hočem reči to tudi zato, ker mene seveda vleče tudi v daljne kraje in tudi sem že bila, ne vem, Peru, Amerika, vse to. Ogromno stvari bi morala še videti, jih ne bom najbrž nikoli v življenju, ampak trenutno v tem obdobju, ko sem, se mi zdi, da si ne morem privoščiti nekega prav dolgega in potovanja, ki je nekam daleč. Zaradi staršev svojih, ki sta že v določenih kar visokih letih in vseh ostalih okoliščin in se zadovoljim tudi s takim kratkim potovanjem. Vem, Andaluzijo si želim videti in to, ampak zelo imam rada potovanja. Še rajši kot to imam pa mogoče morje, čeprav letos je bilo kar nesrečnosti s tem cvetenjem, kaj tazga tudi še nisem doživela. Nikoli še, da je bilo morje 4 dni tako, da sem se počutila tako ujeto, ker ne moreš v njega, malo naprej pa vidiš to neskončno modrino lepo, ampak najrajši imam, kadar se mi združi, da lahko pač ta počitek, da je z neko fizično aktivnostjo, torej kolesarim zelo rada, plavam, hodim na bazen, če se le da, in pa hodim na splošno, tako, hribi, ne več visoki, bolj to, Šmarna gora, Polhograjska grmada, tele škofjeloški hribi so mi tudi zelo ljubi, me pa zelo zmučijo, ampak zelo grem rada, tudi imamo tukaj neke prijatelje in se večkrat dobimo, Lubnik, vse to, mislim, to me navda z energijo, pa seveda, če imam čas brati. Letos polet sem si ga kar vzela, ker tam, kamor mi hodimo na morje, tam ni elektrike in ni televizije. In to je tako neskončno krasno. 3 tedne brez televizije podpišem takoj. Verjamem. Še kdo od naših poslušalk in poslušalcev? Ja, takole hitro teče čas v dobri družbi. Darja Reichman, jaz bom za danes rekla hvala lepa za tale klepet, za obisk v našem studiu, za dobro družbo in zanimive zgodbe. Jaz vam želim krasen sobotni večer, najprej uspešno premiero, na to pa še tisto piko na i, pa glede na vse danes povedano in na vse, kar še prihaja, verjamem, da bo prav kmalu spet priložnost za druženje tu pred mikrofonom. Vse dobro. Najlepša hvala za povabilo in vse dobro tudi vam in vsem vašim in našim poslušalcem in vabljeni v gledališče.